Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes z Gorazd bi se pogovarjala o tem, kako preiti v Loyalty 2.0. Torej, iz Loyalty 1.0 v 2.0 ali pa nekaj tasga. Skratka, v Loyalty, ki nagraduje več kot samo nakupe, tak Loyalty, ki želi zgraditi neko resnično povezanost s stranko. Zdaj, zakaj je ta tema trenutno tako aktualna? Ja, zdaj v tem nekem obdobju zadnjih par mesecev je bilo zelo veliko nekih poročil izdanih strani neodvisnih raziskovalcev, pa tudi ponudnikov vendorjev nekih tehnologij. In zdaj tako, če jih malo tako res bežno pogledava za Evropo, imamo kar tako, čez 70% nekje upravljalcev programov zvestobe ni ravno zadovoljen z rezultati svojih programov zvestobe. Je pa na drugi strani tako skoraj 90% podjetij pripravljeno investirati in se zaveda, da je pomembno, da imajo programe zvestobe, da nek način programa zvestobe pač vzpostavijo. To tudi kaže v bistvu to, da je v bistvu letos, rekordnih 4200 RFP-ov po Gartnerju, ki je delal v bistvu neko raziskavo, bilo že v bistvu popraševan po različnih tipih novih platformah za loyalty. In ful mi je zanimiv ta podatek, da v Evropi gre recimo 5 milijard v razne sheme lojalnostne, v smislu kot ugodnosti, investicije v tehnologijo in podobne zadeve, s tem, da je ROI relativno zelo, kjer ga se lahko merijo, pa ga prikazujejo zelo, ni toliko dober izkoriščen, kot bi lahko bil, ali pa kot v bistvu tudi mi razlagamo, da lahko dosežeš boljšo razliko, če ti v bistvu delaš Loyalty 2.0, kjer je v bistvu gradiš ne samo na transakcijski zvestobi, ampak tudi nagrajuješ v bistvu ta, rečemo temu, čustveno navezanost uporabnika na brand, zato ker nagrajuješ neke druge aktivnosti, ki so tebi tudi pomembne, pa njemu pomembne, da on dalj časa ustraja. Zdi se mi še ta stvar zelo pomembna, je, da 75% uporabnikov v Evropi isto stvar kupi nekje pri 3 brandih. Se pravi, zdaj program zvestobe je opcija, da se diferenciraš, kmalu bo tako, da ta 2 od 3 itak imela program zvestobe, zdaj pa boš mogel tudi tukaj nekaj najdeti, kar bo razlika od ostalega. Ja, čeprav tle je verjetno dosti stvar v tem, v katero kategorijo spada produkt, ki ga ponujamo. Ali je to v rabim ali želim, če tako nekako damo te 2 kategorije. Torej, nekje sem videl eno tako po moje dobro primerjavo. Zjutraj si naredim čaj z rečke, filter, briga me. Ko grem v čajnico, pa plačam za experience. Tako, v osnovi pa posod pijem čaja. Ampak tam se sprašujem, v kakšni keramiki je bil, je čaj, pa kakšen je vir, pa vse te stvari. Ok, se mi zdi, da par stvari načel. Eno je, torej 4200 RFP-jev v letošnjem letu, kar je neverjetno. Mislim, da bi bilo fino, da se tudi tega malo dotaknemo, torej malo tehničnega aspekta. Drugo pa torej, rekel si, torej transakcijska zvestoba. Ta beseda se mi zdi zanimiva, se sva že parkrat omenjala, Ampak zdaj, kje se te programi zlomijo danes, da se fura ta transakcijska zvestoba in ne preidemo do čustvene naveze? Ja, večina teh kartičnih programov zvestobe ali pa tudi, ki so se pa digitalizirali na nivo POS-a, pa je bilo tam mogoče kaj povezano, nagrajuje transakcije. Zdaj nek angleški izraz obstaja mercenary loyalty, to so lojalnostni programi, kjer ti v bistvu loviš največji popust. Tja boš šel, ker boš dobil največji popust in taka stranka ni zvesta tebi, zvesta je največjemu popustu v tej kategoriji, razen če zdaj nima alternative. Mi kot ponudnik plačujemo zvestobo, v rekovajih zvestobo. Tako je, to ni tista ta prava loyalty ali pa program zvestobe 2.0. Zdaj pri vseh teh zadevah klasičnih sistemih so bile točke, tekmoval si v nekih točkah, pa si pač lahko tekmoval v tem, ali moraš to v enem letu nabrati, ali v 3 mesecih, pa mogoče bil že malo hendikepiran, ker smo mogli to v parih mesecih nabrati, pa za te sploh nismo mogli nekih ugodnosti dosegati. Prav nisi imel neke fleksibilnosti pri tem, kako zadeve zbiraš, kaj vse so neki elementi, da zbiraš, in na drugi strani, kaj so vsi elementi, kako lahko to koristiš.
večinoma je bilo, ko to zbereš, dobiš ali en kuponček, ali pa to skonvertiraš v nek popust. Ne? Tako da danes pa gredo recimo programi zvestobe rečva 2.0, gre predvsem na ta netransakcijski del. Se tudi točke tiste nakupne morajo obstajati, ker recimo prva zadeva, da boš ti nekoga onboardal v loyalty program, je to, da mu moraš instant dati neko stvar. Da bo nekdo nekaj kupil, pa ti rečeš, čez nekaj časa to ne gre. Če ti rečeš, ok, zdajle se upišeš, kupaš danes, ne vem, te troje ene hlače, troje rabom, dobiš takoj 20 off, a si ti takoj engagean, pa si noter in pa začneš s komunikacijo in pa mu rečeš, kako pa si bil zadovoljen, zdaj da je review, pa ga nagradiš. Mi imamo lahko super zanimiv program, zgamificiran, vse živo, ampak če ne dobimo uporabnika v program zvestobe, če se ne registrira, nam ne pomaga nič super program. Torej ta osnovni ali pa prvi korak je še vedno smiselno na ta klasičen način pridobiti. Tako je, zato je tudi prvo leto ena metrika, ki je zelo pomembna, je koliko, se pravi, imaš neko bazo porabnikov, koliko teh si spravil v loyalty programa. Pa je recimo primeriš v prvem nekem letu, koliko si povečal average order value, se pravi povprečna vrednost naročila, teh, ki so v programu zvestobe, v primerjavi s tistimi, ki niso. Pol vidiš, a delaš prave stvari. In mogoče na taka stvar... Ja, za tretja stvar je pa mogoče še frekvenca nakupov. Ja, frekvenca nakupov. Spet primerjava med člani pa ne člani. To je najboljš primerjati, ker pa res vidiš, a si učinkovit ali ne, ROI tudi meriš, veš, koliko si nekako investiral v ta sistem in konec koncev znaš tudi nekaj nadgrajevati. Zdi se mi pomembno, da res začneš graditi nek čustven odnos stranko, pač povezano stranko izven sam transakcij. Se pravi, ti moraš nagrajevati neke aktivnosti, ker vemo, lahko ti enkrat na leto narediš nakup po eni blagovni znamki in je to čisto ok, normalno. Tam ti ne želiš samo enkrat na leto komunicirati, z njo potem, če boš zdaj ti večkrat komuniciral stranko in jo boš 12krat spominjal na to, da ne nekaj kup, ker veš, da ona je ta kup samo enkrat, ja, stranka bo bolj kaj ne verjeten šla, ne? Če boš pa ti v bistvu vmes znal jo, ne vem, se v njej kaj naučiti, pa rekel, da je izpoven kakšen kviz, izpoven še svoj profil, pa jo zato nagradil, ne vem, če si zelo zadovoljna, priporočna s prijateljev, ne vem, review day, preber si, ne vem, 4 naše nove objave v novih izdelkih, ki jih imamo, ali pa novih featurejih, ki jih imamo. Si pa v bistvu ti gradil na tem odnosu, nekoga si izobraževal, mu dal nek meaning, malo probaš iti izven tega, kar tvoj brand je, v recimo nek lifestyle del, kaj je. Tako da ta del se mi zdi, zdaj posplošvati ne moramo stvari, ampak dosti tega zapakiramo v nek gamification, ali pa igrificiranje, zato ker ljudje imajo radi neke tekmovanja igre, tudi če sam sabo nekaj tekmuješ, pa neki ziv imaš, pa to ne pomeni, da rabiš zdaj delati aplikacije, ki boš neki avtočke odvozil, pa to lahko je, ne vem, varianta, da, ne vem, samo odpiraš neke popuste, lahko imaš razne kolesa sreče, lahko v bistvu moraš, ne vem, se počekirati v aplikacijo, ne vem, 3krat v 14 dnevih. Prav, take majhne zadeve lahko narediš, ne vem, ali pa prideti v poslovalnico, pa tam eno QR kodo skenirati, ne vem, 2krat v 2 mesecih. In ti veš, da je vse nekdo imel razlog, da je prišel k tebi, da je spravno odvisen, a si ti trgovec na drobno, ali si ti neka brand, to je pač malo odvisno, ampak vsi to so neki elementi, ki jih je dobro vključiti. No. Tako da, recimo ta fresh corner od Petrola, to poznaš. To je en tak, se mi zdi, zanimiv primer, kako so v bistvu uporabniki se navadili, da so v bistvu, da ni Petrol samo gorivo, pa neke stvari povezane z avtom, ampak ne vem, so recimo povečali v bistvu obisk ljudi, ki so samo v fresh corner hodili. Se pravi, med tem, ko so, ne vem, natočili enkrat, pa drugič so se navadili, grem tja iskati neke stvari za pojest, ne vem, nek napitek si vzamem. In je to, začneš pa spreminjati neko navado. Ljudje začnejo pa povezati, ni Petrol več samo moj avto, ampak je, to je nek postanek, jaz nekaj na hitro rabim se ukrepčati,
kakega avto naliče sebi, nekaj naredim, ne. Pa Amazon Prime kot globalni tak ponudnik. Mogoče samo to, en kup ljudi je na Petrolu praktično vsak dan zaradi kave, ne, torej tle To so, itak, ja. že takrat so zelo veliko naredili, zdaj so pa še razširili v to, ja, nimamo samo kave, ne, torej No, in Ostalo se imajo tudi še še plačljivi model. dopoldne, ko boš sendvič vzel, a ne. Ja, in zdaj sem videl, da imajo še plačljivi model. Kakava se je pač podražila, tako kot pa vsod, zdaj ni da zdaj tle samo karkoli Petrola, ne. Ampak so pa naredili recimo, ne, če kava stane 2 evra pa pol, pa rečem, da je, ne vem, tam nekje. Imaš opcijo, da vzameš 30-dnevni pa 60-dnevni bundle teh kav, kjer pa mislim, da kava okrog evra pa pol. In, a veš, to je pa v bistvu ti plačaš vnaprej, moraš pa to v enem mesecu pokoristiti. To ti si plačal in valjda boš pol, a ne? Ja, preračunaš si, koliko jih moraš minimalno vzeti, da se ti Tako, splača. boš saj rekel, to je 20, jih moram pa, da sem izplačal 20krat, moram prideti, a ne? Pa še takrat vidiš, kaj pa je mogoče čokoladka, mogoče še kaj vzameš zraven, a ne? Tako da se mi zdi en tak zelo zanimiv primer, ali pa ne, jih vzameš 60, pa če se voziš, ne vem, s kolegom, s partnerjem, kakorkoli, pa si, ne vem, a veš, delita, pa v bistvu ko gledaš tako kot user strošek, rečeš, saj to je evro pa pol, to je pa v bistvu cenej kot kjerkoli druge, mogoče se mi pa splača to, da to naprej, denar. Tako da ta del se mi zdi zanimivo. Amazon Prime je pa globalno tak plačljiv model, kjer ljudi v bistvu nagrajuje skozi neke aktivnosti, ki jih delajo, ki ni samo nakup, ampak pa zraven dobiš še, ne vem, dostop se pravi do multimedije in do vsega tega, še AI dela prek Alexa in tako da res gradijo nek community, to je en tak globalni reča program zvestobe, ki je izven samo nakupov na Amazonu. Ne? Ok, zdaj stvar, ki si omenil, je torej, da je zelo pomembno, da nagrajujemo netransakcijske stvari, ne? Kar pomeni, da to pomeni, da moramo znati te stvari spremljati, kar se dogaja. Ne? In zdaj koliko dobro znamo te stvari spremljati. Torej, eno je zdaj to, kar si rekel, nekdo je poskeniral neko QR kodo. Naslednji nivo kompleksnosti bi jaz rekel, da je, nekdo je skeniral 2krat to QR kodo v razdobju 2 tednov. Pa logiral se je v aplikacijo. Skratka, te stvari moramo potem nekako znati prepoznati. Andrej naredil to, Gorazd je naredil to, takrat pa takrat na tej lokaciji. In to znati potem tudi spremeniti v točke, tako da tle rabimo neko primerno platformo za to. Okay, zdaj, kako se pa lotati, zasnovati Loyalty 2.0 program zvestobe? Zdaj neki, ali pa neke best practice, ali pa neki načini, kako začeti, ker prej smo omenjali ogromno nekih možnosti, pa ne moreš vsem začeti, ker niti ne moreš strankam izkomunicirati. Definitivno začneš s tem, da identificiraš neke 3 do 5 ključnih dejanj, ki želiš, da jih stranke naredijo in tudi tebi nekaj pomenijo. Eno je, tako smo rekli, nakup, pol je dan review, mogoče Google review, priporočilo prijatelja, nevrnen izdelek. Če želiš v nekem e-commerceu zmanjševati število vračil, ker je to zate direktni strošek, zakaj ne bi stranka recimo bila nagrajena dvojno, če pa izdelka ni vrnila ali pa neke dodatne ugodnosti dobila. Potem je recimo razne take zavarovalnice, banke, telekomunikacijska podjetja bi lahko nagradila, da dobiš račun v aplikacijo. In se pravi, zdefiniraš taka 5 dejanj in okrog tega potem začneš graditi neke psihološke sprožilce. Zdaj psihologija je pa malo sva že, kdaj se tudi tega sva že kaj načela, pa v prejšnji epizodi o popustih sva govorila precej o psihologiji popustov in moraš na začetku dati neke stvari, ki so malo FOMO oziroma pač časovno zelo omejene ugodnosti, ki jih dobiš na začetku, potem moraš v bistvu ta dejanja mogoče skategorizirati v različne nivoje, ker rečeš, nekdo je engagean toliko in je, ne vem, prvi nivo, potem nekdo je engagean bolj, pa več zaprav, pa tako ima nek drugi nivo, zato da tudi ne boš pa neke uravnilovke se šel v smislu, to so zdaj ugodnosti za vse, če smo prej rekli, želiš biti čustvena navezanost, želimo biti drugače se pozicionirati, da stranke, veš, to je tako, malo sem fan tega Masterchefa, zdaj te noter vključati. Greš v bistro, pričakuješ
nek nivo. Ne. Greš v ful neko hudo restauracijo, kjer, ne vem, že v obleki prideš, pa to, ne, se pričakuje nek drug del in tam se lahko ti igraš s sestavinami pa z pripravami, ki so na nekem nivoju, ki ga te ljudje razumejo. Ne. To je ful dobra ta analogija. Ne. Fogra ne moreš postrešiti v kmečki gostilni, ne, ki v folku odiča je to, ne. Tako, kot pohano kuro ne moreš v restauraciji poseješ, ker to tudi ne razumejo, ker pričakuje nek nivo. Tako da te nivoji se mi zdijo tudi ok, da so take, se ljudje počutijo nekaj posebenega tam, da znaš z njimi komunicirati ugodnosti, ki njim nekaj veljajo. Lahko je na tem prvem nivoju zelo visoka stopna popusta, ki ga dobiš za nov nakup, pa je to ljudem tam zelo velik pomen. Pa imaš pa nek premium nivo, ki unmo dodatni ne pomeni nič 30%. Pomenimo pa, ja, vi ste športen brand, lahko v Sloveniji boste pripeljali nekega znanega nogometaša, športnika, tenisača in bom imel možnost biti na tem eventu, ki bo on govoril brezplačno. In so različne stvari. Ali pa nekajkrat na let session z nekim osebnim trenerjem za tek ali pa. Tako, in mogoče pa unmo tam bilo pa važno, jaz dobim superge, tok cenej, kul mi je, ne. Pa prijema na ta nek tretji nivo je pa izmenjevanje, se pravi, kakšne engagement ali pa kakšno interakcijo mora user narediti, da on dobi neko ugodnost. Se pravi, uporabnik mora vedno, veš, pri sebi vsak zračuna, kolikrat moram imeti zdaj jaz v Mercator, pa samo da dobim toliko točk, da bom pa dobil toliko nazaj ugodnosti. Ali pa to, ko zbiramo razne nalepke, pa pol in kupaš na hrbtnik in to in se rečeš, toliko nakupov sem naredil, to matematiko si zna zračunati tudi user, čeprav mislimo, da ne. In zato mora biti tako zapakirana, zelo sofisticirano, da pač ne moreš zelo 1 na 1, se pravi, da ni res točka nekaj, ampak se nekaj konvertira. Na drugi strani pa dati userju v tem zadnjem delu dosti malo fleksibilnosti. Ja, združ si dva obdobja skupaj, sam si, tako kot je pri Decathlonu, zgeneriraj kupon, pa boš počakal, da imaš 5000 točk, ali pa ker vežeš nekaj ne kupi, boš 10 000 točk zbral, pa boš takrat, ne vem, malo večji kupon dobil. To fleksibilnost. Evo to. Ok, sej se mi zdi, da drugače o teh stvareh smo veliko govorili tudi že vsaj v 2 prejšnjih epizodah, pa še malo v ostalih. Tako da, če vas zanima več o tem, kako se lotati programov zvestobe, ki so več kot samo transakcija, smo imeli epizodo 3, program zvestobe onkraj točk ugodnosti, pa v epizodi 27 smo govorili, zakaj so rutine v poslu pomembne, ker smo tudi zelo veliko v bistvu govorili ravno o tem, kakšna vedenja želimo spodbujati. Tako da, vabljeni k poslušanju teh 2 epizod, če jih še niste. Ampak ok, rekel si v bistvu, da rabimo nekako 3 stvari, torej ključna dejanja, rabimo te psihološke sprožilce in pa vrednosti oziroma nagrade zdefinirati. Zdaj, ko imamo te stvari jasne, pa lahko v bistvu to pretvorimo tudi v ta način, kako to zdaj v neki naši platformi postaviti. Torej, gledano iz stališča nekoga, ki bo mogel to razviti, skonfigurirati, kakorkoli že, rab nek tak, če rečemo, strojno berljiv zapis tega. Torej, rečemo, to nekako v večini sistemov se to imenuje, da definiramo trigger, condition, pa efekt. Torej, če rečemo, trigger je nakup v mobilni aplikaciji, condition, torej nek pogoj je znesek nad 20 €, pa mogoče status je silver ali pa gold ali pa VIP. Efekt je pa 2 točke plus scratch kupon ali pa nekaj tasga. Ko enkrat to lahko postavimo, pa tudi znamo to sistem zgraditi, ki bo to znal handlati na enem mestu. Torej, cilj je, da mi nimamo enega programa zvestobe zgrajenega na POS-u, pa ločenega na e-commerceu, pa še nekaj tretjega v mobilni aplikaciji, pa smo to že videli, pa tudi že doživeli, verjamem, da kot uporabniki, da so neke stvari na voljo samo v mobilni aplikaciji, druge pa ne. Ampak da imamo v sredini ta core ali pa ta engine za loyalty, ki zna to isto izkušnjo nuditi na vseh kanalih, kjer mi prodajamo. Se pravi, ker to se mi zdi, to se zgodi, veš, postav brand e-commerce, pa tam vzame nek plugin, pa imajo nekaj na POS-u,
ker so pa zraven AirPa dober, pa bila čist cool rešitev, ne vem, mogoče za takrat, ker še ni bilo toliko stvari. Se pravi, danes gremo čez ta del. Kako pa je v bistvu sploh, a veš, tako rešitev zdaj, ne vem, mogoče če ti malo poveš, kako se sploh v bistvu razlikujejo, kako sploh kupovati to, no? Tako, kot si rekel, rabimo neko rešitev za to, torej veliko je teh zelo enostavnih rešitev, torej to, kar si rekel, ti kartični programi zvestobe, ne, torej kar direktno na prodajnem mestu ali pa v ERP sistemu mi zdefiniramo 1 evro je 10 točk, pa potem točke veljajo 1 leto, pa mogoče še neko mehaniko, kako se lahko te točke spremeni v kupon, recimo, ne, pa je to. Na takem sistemu jasno ne bomo mogli spremljati to, da je nekdo poskeniral QR kodo ali pa da se je prijavil v aplikacijo ali pa da je označil v spletni trgovini neko kategorijo kot favorite ali pa dal izdelek na wish listo. Ne. Tako da rabimo nek bolj napreden sistem, pa zdaj sem rekel na poslu, teh je največ, mogoče največ srečamo. Zelo enostavni programi zvestobe so velikrat tudi na spletnih trgovinah. Včasih je to kar del e-commerce ali pa kakšni zelo enostavni moduli. Obstaja pa torej naslednji korak bi pa rekel, da so advanced moduli. Včasih so tako, da živijo kar na spletni trgovini, včasih so samostojni, še vedno je pa tako zelo omejen si. Torej imaš mogoče, ne vem, 2-3 osnovne načine, osnovne mehanike lojalnosti, v smislu tazga, ki zbiraš točke, pa jih porabljaš, pa tazga, ki ima nivoje, pa kombiniran ga recimo, ne, nivoji plus točke. Ampak taki ponavadi že omogočajo torej nagrajevanje ne samo nakupov, ampak tudi nekih dogodkov, ki jih moramo potem ali že integracijo na spletno trgovino ali pa prek nekega API-ja pripeljati noter. Zelo velikrat vidimo take, ki znajo nagraditi to, da si ti dal neki na wish listo. Kar je že mogoče prvi korak k temu. In naslednji nivo so, tehnično bi temu lahko rekel, neke no-code rešitve za upravljanje loyalty ali pa loyalty engine, ki je res samostojna rešitev, njen cilj je, da se povezuje v različne rešitve in da ima zelo dober API. Ali pa lahko bi temu rekli tudi headless loyalty sistem. Torej njihov cilj je, da zgradijo v bistvu zelo dober umestnik za upravljanje tega sistema, ki se lahko prilagaja praktično kakršnikoli potreba. Tukaj jasno na nas je potem, da vse to pointegriramo, pa ponavadi je treba narediti tudi lasten frontend, zdaj zelo odvisno, kakšni imajo že potem neke template pripravljene, včasih je pa treba vse sam razviti. Pol najbolj napreden sistem so pa torej neke enterprise rešitve, ki imajo kombinacijo obojga, torej, ali pa imajo loyalty engine, torej vsa ta seznam pravil, kampanj, badgeov, točk, karkoli že delamo, nadgrajen tudi s tem, da imajo že lasten umestnik, svojo mobilno aplikacijo, ki jo lahko, ali pa white label mobilno aplikacijo, ki jo lahko zelo hitro prilagodimo na našo, torej tudi že narejeno to komunikacijo proti uporabnikom. Se pravi, sam preklopaš, pa malo skonfiguriraš, tako pa ne rekovaj. Ja, čeprav realno gledano so te sistemi najdražji, tudi v Sloveniji ni velik ponudnik ali pa ni velik trgovin, ki ima take sisteme implementiranje, plus v realnosti, ker so namenjeni enterprise-u, imajo zelo dolge čase implementacije. Tako 6 mesecev je za njih hiter. Govorili smo s parimi, kjer veš, ko že ponudnik sam reče, da projekti saj prav, da so realni, ampak da trajajo 6 mesecev, to pomeni, da so to 1 leto plus projekti. Zdaj, nam so za naše stranke full ratalo všeč ti loyalty engine ali pa headless loyalty rešitve, zaradi tega, ker so precej bolj dostopne kot enterprise rešitve. Po drugi strani nudijo res veliko, torej z rešitvami, ki mi delamo, lahko tu zelo hitro uporabnika, neke nove uporabnike onboardamo, da sami upravljajo svoje kampanje, svoje akcije in lahko na njih delaš kompleksne pogoje postavljaš ali pa kompleksne te sete triggerjev, pogojev pa efektov. V smislu, če rečemo v hotelski industriji, kaj ti rabaš? Ne rabaš, to smo mogoče že prejšnjič omenjali, kakšne kupone rabaš. Ne? Kupon, ki je veljaven
v naslednjih 14 dneh, torej takrat je treba booking narediti za bookinge v teh in teh hotelih ali pa v takih vrstah sob, za termine po 15. avgustu ali pa nekaj tasga. Ne. In isto na drugi strani dobiš zelo podobne stvari, kako lahko oblikuješ ali pa kako lahko narediš, rečemo, bolj napredne stvari, ki so torej v Loyalty 2.0, neke achievemente, torej neke dosežke, kjer ni samo torej nagradil bom neko stvar, ko se je zgodila, nagradil bom obisk v spletni trgovini, obisk v poslovalnici ali pa nakup, ampak to, da je nekdo kupil na spletu in v fizični trgovini. Torej, da smo naredili mogoče nek ta prehod med kanali. Ali pa da je nekdo naredil 3 nakupe v 2 mesecih. Ali pa da kombiniramo pravila na izdelkih, ki jih imamo v našem katalogu. Recimo, rečemo, da smo fashion, da prodajamo modo, pa da želimo, da nekdo kupi pri nas spodnji del, majico, pa en dodatek. In potem to nagradimo in to se mora zgoditi v 3 mesecih, recimo. Torej, da niti ni nujno, da je v enem nakupu. Skratka, en kup takih stvari lahko dodajamo noter in nagrajujemo. Super. Kako pa zasi dosti teh caseov, kako se pa lotaš tako napisati en RFP? Ja, torej, take sisteme se ponovadi kupuje recimo z nekim RFP-om, torej Request for Proposal, ali pa RFI, RFQ. Skratka, gre za to, da probamo to, kar smo si prej zamislili, to, kar si ti govoril, nekako popisati. Zaradi tega, ker če mi rečemo, iščemo sistem za program zvestobe, dobili bomo zelo veliko ponudb, zelo veliko ponudnikov, ki bojo zelo, zelo široko na tem, kaj so nam sploh sposobni ponuditi. Zdaj jasno, ko mi kupujemo nek nov sistem, smiselno je pričakovati, da ne vem, če prenavljamo naš program zvestobe ali pa če postavljamo novega, da se bomo majčkeno prilagodili sistemu, v katerega se selimo, če tako rečem. Ne? Zdaj, mogoče prej, ko sem govoril o vrstah sistemov, obstaja še custom sistem, torej da mi rečemo, mi smo pa toliko posebni, da bomo svoj sistem zgradili čist custom. Te so dragi, dolgo trajajo, pa velikrat so nefleksibilni. Zato so narejeni. Tako. Običajno niso. Ko rabimo nekaj novega, to pomeni velikrat razvoj in dodatne stroške. Tako da tem se, vsaj na tem področju, ko obstaja res veliko dobrih rešitev, jih kar odsvetujemo. No. Včasih za neko zelo enostavno stvar rešiti so mogoče, niso pa skalabilni. Ampak skratka, če imamo mi use case popisane, bomo tudi, ko bomo dobili, eno je, da bomo dobili samo rešitve, ki podpirajo to, kar mi potrebujemo. Drugo je, da bomo pri ponudnikih tudi malo zaznali, koliko razumejo dejansko lojalnost. Ker ko bomo mi noter imeli, da želimo nagraditi to, da je nekdo v 3 mesecih kupil hlače, majico pa kapo, bomo hitro videli, kako se bo nekdo začel z nami pogovarjati. Torej, to je pa kompliciran, pa brez veze. Ali bomo dobili sogovornika, ki razume, kakšen tip lojalnosti si mi želimo zgraditi z našimi kupci. Fino je zamisliti si tudi mogoče še zraven nek roadmap teh funkcionalnosti, ravno zaradi tega, da je jasno, če bo to nekdo custom razvil, da bo mogel še naprej razvijati, oziroma da imamo rešitev, ki podpira majčkeno več. Pol pa kot vsak tak RFP moramo dati noter tudi, torej zdaj smo recimo dali funkcionalne zahteve, pomembno je tudi pridobiti nefunkcionalne zahteve, v smislu, kako pa se upravlja program zvestobe, kakšen je uporabniški vmesnik, kako nastavljam promocijo, kako nastavljam pravila za točkovanje, kako postavljam pravila za nivoje, vse take stvari in pa vse stvari, ki jih rabimo tudi zaradi legala pokriti. Dobimo primerne reporte ven, kje so podatki. Kako je soglasi. Tako. Pomemben del je lahko tudi, kakšne možnosti prepoznavanja kupcev. Torej, koliko smo tukaj fleksibilni. A rabimo res uporabnika registrirati in potem samo s to člansko kartico operirati, ali lahko rečemo temu, da imamo nek meh golden record sistem, kjer lahko mi nekomu pripišemo točke, tudi če vemo samo njegovo telefonsko številko ali pa e-mail, zaradi tega, da to se zelo velikrat pokaže koristno, da ni treba vsakič iskati uporabnika po bazi, pa to številko potem. Tako, integracije so lahko mnogo lažje. No? Ja, to se mi zdi tak zanimiv hint. Kaj pa
verjetno bi vključil tudi ta marketinški del oziroma komunikacijski del, ker Loyalty 2.0 potrebuje neko spodbujanje teh akcij, komuniciranje stranko. Tako je, to je dober point. Torej, če rečemo Loyalty Engine Contact Headless, ki ima API, lahko se povezuje na obstoječ marketing automation, torej najbolj smiselno je z nekim marketing automationom delati, ker nam omogoča visoko stopnjo personalizacije. Ker spet komunikacija bolj je personalizirana, to je tista stvar, ki spodbuja potem lojalnost ali pa občutek neke, vzpostavlja čustveno navezanost. Lahko pa, torej, če nimamo tazga sistema, ga pa lahko tudi hkrati iščemo. Torej, zelo velikrat, mi smo na webinarjih, kjer smo kazali SAP MRC sistem, Customer Engagement platformo, oni imajo loyalty kar že noter kot modul, torej pa potem mi najprej gradimo Customer Engagement platformo, ki jo razširimo z loyaltyjem, druga možnost je pa, dajmo se lotati loyalty sistema, pa ga razširiti s komunikacijskim delom, torej ali z integracijo na obstoječega ali pa z neko tudi novo rešitvijo, ki pride zraven. Obe tista, ne? Tako, mislim, predvsem je, če mi že imamo, zelo velikrat se to dela v različnih oddelkih, torej vse je znotraj marketinga, ampak ponavadi so drugi ljudje zadolženi za pošiljanje mailov kot za zvestobo. In je včasih lažje kupiti samo eno rešitev in se povezati na obstoječo, ki obstaja, sploh če smo v nekem večjem sistemu. Mislim, dejansko je boljša utilizacija ljudi, tudi vsi skozi en sistem delajo, ali tudi se ti ne podvajajo v bistvu kadri. Zdaj, omenil si star 6 mesecev plus za te enterprise nivoje, koliko je pa recimo, da se odločaš za en tak RFP, zbereš ponudnika in da zdaj pa prvo točko daš prvemu userju, koliko časa to traja. Če lahko malo daš v neke bucket. Če rečeva, eno je, čeprav malo neke korake dati, eno je že sama priprava RFP-ja, ne zgodi se instantno. Torej, moramo si mi zamisliti, kakšen pa bo ta naš loyalty sistem. Torej, ker je malo več kot samo, koliko evrov je točka vredna, rabimo za to nekaj tednov. Ali pa recimo en mesec je samo to, da pripravimo dokumentacijo, pa da smo vsi interno posinkani. Tukaj tudi velja to dobro planiranje, skrajša čas uvedbe in tako. Ja, tako kot povsod, ne. Measure twice, cut once, ali kako že. Tudi tukaj, mislim, zelo velikrat tudi včasih stranke to same naredijo, včasih mi pomagamo, tudi če mi pomagamo, pa trajajo okrog enega meseca, torej nekje 4 delavnice, skoraj zagotovo moramo izvesti najmanj, da pridemo do nekega tazga, do sheme programa zvestobe. Pol zdaj za nek RFP proces, en mesec je takoj, torej zaradi tega, da ponudniki pripravijo ponudbe, da jih validiramo, da imamo kakšne, da dobimo predstavitve. Potem recimo, če smo hitri, teden, 2 tedna za izbor plus podpis pogodbe, potem se pa lahko začne delati, torej zdaj smo nekako 2 meseca pa uporabili samo zato, da smo recimo nekoga zbrali. Pa zdaj, če so stvari zelo dobro definirane, tehnično gledamo v nekem takem loyalty engineu, ki smo ga recimo enega smo tudi kazali, Open Loyalty smo kazali na enem zadnjem webinarju, so stvari lahko postavljene v nekaj tednih. Torej, če so stvari dobro definirane, to postaviti je razmeroma enostavno, stvar, ki ponavadi še nekaj časa nam vzame, je to, da naredimo primerne integracije. Torej, v loyalty sistem moramo dobiti noter nakupe, pa vse druge evente, ki jih želimo slediti. Loyalty sistem mora to pravilno skrančati, preračunati, pride do pravih podatkov in pa te podatke moramo nekam vendati na voljo, zato da lahko izvajamo marketing, oziroma na drugi strani, da lahko uporabnik te točke ali pa kupone, pa voucherje, pa ugodnosti, ki jih ima, tudi izkoristi oziroma vnovči, rabimo spet integracijo na prodajno mesto. Ta del integracij je zelo odvisno od tega, koliko teh integracij delamo, koliko smo veliki, na koliko kanalih prodajamo, tako da to lahko traja od enega meseca do 2 mesecev recimo. Tako da vsega skupaj bi rekel 3 do 6 mesecev rabimo za en tak proces. Ampak to res od tiste začetne ideje ali pa od tega, da smo pridobili neko strinjanje, da rabimo iti v prenovo ali pa da rabimo uvesti nov program zvestobe. To ni v bistvu toliko spet.
časa. Mislim, glede na to, koliko benefitov lahko prenese, ker vemo, da je, ne vem, tam 5,5 krat ROI boljši v programih zvestobe, kot na uporabnikih, ki so člani programa zvestobe, kot tisti, ki naši člani, ki niso, stranke, ki niso, je to neka zadeva, ki je tako smiselna za investicijo, sploh pa jo pravilno načrtvati. Se mi zdi, da ne skočeš noter, pa ker vzameš en sistem, pa ugotavljaš, mogoče ni najboljš, fino je, da ne vem, tako kot arhitekta najameš pri hiši, da ti pomaga neke stvari, ne da pol se ti učiš na napaki, pa 6krat poštemaš. Mislim, vse programi zvestobe ali pa te sistemi za programe zvestobe podpirati, imajo noter že neke template ali pa neke best practice. Jasno bomo te vzeli, ampak kot si rekel, dajmo ugotoviti za začetek 3 do 5 dejanj, ki bi jih mi radi spodbujali, posledično tudi nagrajevali. In to je pa tista stvar, ki jo moramo mi za sebe ugotoviti in pa tudi za sebe postaviti, ker s tem smo mi nekako drugačni od drugih. Ja, to je res. Ja. Zadnjič sem nekaj prebral, oziroma ne vem, mogoče en sodelavcev podelil, kupončki so kot sladkarije, dobiš sugar rush, malo tako papa je še mine, še deficit je še večji, program zvestobe je pa tako kot en maraton. Se ne vem, ko bi to pretvoril za te, ampak traja dalj časa, dalj časa si engagean v tem, bolj postane blagovna znamka tvoja rutina, o tem ste enkrat govorili, in to želimo, ker neka stvar postane rutina, pol več ne razmišljaš. In program zvestobe je en mehanizem, ki te lahko spodbudi v to, da neka zadeva postane rutina. Moramo pa vedeti, da danes se moraš povezati na precej nekih aplikacij, moraš biti malo inovativen, ker vse to, kar je v engineu in na voljo vsem, v nekem loyalty engineu, in zdaj moraš malo kreativnosti pa vse nameniti o tem, kako boš to izrabil, kako boš ugodnosti tebi personalizirane še vse dal, da si ti drugačen od drugih, mogoče kjere epe, ki jih ljudje že uporabljajo, boš vključil neke dejanja druge. Tako da, veliko se da narediti, je pa treba eno planiranje si zamisliti. No. Ja, program zvestobe je tista stvar, ki nam bo omogočala, da se potem ne borimo za vsako novo stranko, ampak da vemo, da bojo pač ljudje prišli nazaj, in si bomo s tem zazihrali. Ta drugač primer je dober, ja, torej kot bombončki, pa kot maraton. Če hočeš na hrani ostati, je torej taka polnovredna hrana, kjer se sladkor počas Testenine. Počas preslav. Ne, polno zrnato. Ja, polno zrnate testenine. Super. Ok, tako da, ja, dajmo iti graditi polnovredne programe zvestobe. Hvala vsem za poslušanje. Če imate kakršnakoli vprašanja za nas, lahko spodaj v komentarje, lahko na frodix.com/vprašaj, ima en obrazac, kjer nam lahko pustite vprašanje, komentarji, dajo predlog za naslednjo temo. Če mi bo ta podcast všeč, ga prosim polajkite, pošerite ga s prijatelji, in pa še enkrat res hvala za poslušanje. Hvala, Gorazd. Hvala, Andrej. In se vidimo naslednjič. Čau. Čau.